Ne morem se delati, da znam plavati, če ne znam plavati. Jaz recimo si samozavestno predstavljam, da sta dva kozarca. In en kozarec se polne z vsem tistim trudom, ki ga vlagaš za to, da postaješ boljši v svojem športu ali pa v življenju nasploh na tistem svojem področju. Zdaj pa obstaja še en drug kozarec, ki pa ne temelji na rezultatih. Se pravi, tukaj se dobro počutim, recimo govorim iz sebe zdaj kot športnica, zato ker imam potrditve, da sem dovolj dobra. In to res rabim. Ne morem se delati, da znam plavati, če ne znam plavati. Je pa ta drugi del samozavesti, ki pa zame osebno temelji na igrivosti, na svobodi, na tem, da nisem pod pritiskom, da se moram dokazati, na tem, da se počutim vredno in dovolj, zato ker sem Sara, ne zato ker plavam. Lepo pozdravljeni v podkastu Dobra stran športa, ki ga podpira Argeta. Sem Andreja Holsedel, športna psihologinja. Z zanimivimi gosti iz sveta športa bom govorila o samozavesti v športu. V tokratni epizodi bomo odkrivali, od kod izvira samozavest in kako je možno, da so nekateri športniki bolj, drugi pa manj samozavestni. Danes v mojo družbo prihaja Sara Isakovič, nekdanja vrhunska plavalka, danes pa psihologinja. Skupaj vam bova predstavili, kako so lahko starši in trenerji najboljša možna podpora mladim športnikom. Pogovarjala se bom tudi s Tadejo Brankovič, nekdanjo vrhunsko športnico, danes pa mamo in trenerko. Jaz že komaj čakam. Gremo! Moja zgodba. Sara, dobrodošla. Jaz sem res vesela, da si se mi pridružila. Danes bova združili moči in se poglobili v večno vprašanje, kako je možno, da so nekateri športniki zelo samozavestni, po drugi strani pa nekateri sploh niso samozavestni. Hkrati bova dali nekaj smernic tudi staršem in trenerjem. Dobrodošla. Najlepša hvala za povabilo. A imaš tudi ti to izkušnjo, da športniki, ki prihajajo k tebi, da so v bistvu premalo samozavestni? Se pravi, ne glede na to, da so sposobni, da imajo veliko znanj, spretnosti, tudi rezultate, ne verjamejo vase. Ja, takih je največ. Kot sama dobro veš, v bistvu tisti pridejo, ko ne glede na to, koliko truda in časa in energije vlagajo v svoj šport in še vedno imajo tudi potrditve, da so dovolj dobri, saj recimo na treningu to pokazujejo, potem se pa to iz treninga nekako ne prenese v tekmovanje in gledamo v bistvu na to, ja, da manjka še en tak puzelj tukaj noter v celi tej zgodbi, ker samozavest temelji na tem, da ti imaš neko sposobnost, to veščino, kompetenco, predvsem pa rezultate. Je pa res, da ne glede na to, da, kakor si sama rekla, imajo rezultate, pa mogoče potem neka sezona ne gre več toliko dobro in jim kar samozavest pade. In 2-3 sezone nimajo rezultatov in potem se iščejo, kam je šla zdaj ta samozavest. Je pa res, da kakor v psihologiji dobro vemo, je samozavest bolj kompleksna, tako da ne temelji samo na tem, koliko je nekdo v nečem dober. Se moraš tudi dobro počutiti v svoji koži, verjeti vase in ne glede na to, da kakšna mogoče tekma ne gre dovolj dobro, da se znaš vrniti nazaj, da izkoristiš novo priložnost in da vsaki priložnosti probaš oddelati najboljše, kar lahko. Kaj pa misliš, zakaj pride do tega, da nekdo vidi te svoje dosežke, ki jih omenjaš, nekdo pa ne? Kaj vpliva na to interpretacijo, a sem jaz dober, a sem jaz vreden, morda to, kaj drugi mislijo? Ja, to je tudi izredno pomembno, ampak jaz recimo si samozavestno predstavljam, da sta dva kozarca. In en kozarec se polne z vsem tistim trudom, ki ga vlagaš za to, da postaješ boljši v svojem športu ali pa v življenju nasploh na tistem svojem področju. Zdaj pa obstaja še en drug kozarec, ki pa ne temelji na rezultatih. Se pravi, tukaj se dobro počutim, recimo govorim iz sebe zdaj kot športnica, zato ker imam potrditve, da sem dovolj dobra. In to res rabim. Ne morem se delati, da znam plavati, če ne znam plavati. Je pa ta drugi del samozavesti, ki pa zame osebno temelji na igrivosti, na svobodi, na tem, da nisem pod pritiskom, da se moram dokazati, na tem, da se počutim vredno in dovolj,
zato ker sem Sara, ne zato ker plavam. In kaj se dogaja, zakaj do tega pride? Zato ker se mi zdi, da zelo veliko vlagamo v ta kozarec. Ogromno je truda in trenerji, in starši, in otrok se res trudi. Ampak istočasno pa čuti ogromno pritiska. Moram se dokazati. Jaz rabim ta rezultat, zato da bojo zadovoljni z mano. In kaj se zgodi, je v bistvu, da takrat, ko se hoče potrditi, da je dovolj, takrat glava zablokira in telo posledično tudi. Če sem pa jaz, če se pa gibam v tem kozarcu, pa rečem, dobro mi gre, na trening hodim, imam potrditve, istočasno mi pa čist vseeno. Kako bo šlo, v bistvu pridem oddelati najboljše, kar lahko, ampak z neko svobodo, da bo vse v redu, ne glede na to, kar se zgodi. Da jaz, ko pridem domov, me bojo imeli radi, bom cenjena in spoštovana, zato ker sem Sara. Ne zato, ker domov nosim te rezultate. In jaz na vso srečo lahko te povem iskreno, zakaj recimo v moji karieri meni uspelo, zato ker sem imela oba kozarca polna. In sta starša znala vlivati, ja, pohvale, super ti gre, dobra tehnika, dobri rezultati, ampak istočasno pa radi te imamo, vidimo te, slišimo te, cenimo te. Ne glede na rezultat. Ne glede na rezultat. In ta kozarc tukaj, priznam, da na slovenskih tleh je bolj prazen kot ne. In taki športniki prihajajo k nama, ker se rabijo malo razbremeniti tistega pritiska. In zame je samozavest res več ali manj ta kozarec. Jaz se dobro počutim v svoji koži, grem po tisto, kar verjamem, da si zaslužim, glede na to, koliko trdo treniram. Sem svobodna, igriva, radovedna in zadovoljna, ne glede na to, a bom domov prinesla rezultat, a ga ne bom. A bom naredila napako, a ga ne bom. A me bo kdo kritiziral, a me ne bo. Se pravi, neko udobje. Vse je v redu. Tako, ja, vse je v redu, tudi če ne bo vse v redu. Torej ne bo vse od rezultata odvisno. Mislim, da je to ključno sporočilo, ki ga tudi dajeva športnikom, ki pridejo. Torej ne gre samo za to, to si res lepo rekla, da jaz dejansko dosegam te rezultate, kako jih jaz vidim. A jaz dejansko te rezultate vidim, interpretiram kot vredna sem zato, ker mi je uspelo, ali vredna sem zato, ker sem se trudila, ker sem veliko vlagala. Tudi, če nisem rezultata dosegla, potem pa še interpretacijo drugih okoli mene, seveda, kdo vpliva, mi dve veva, starši, trenerji, vsi pomembni odrasli, ki so okrog tega športnika, ali vidijo samo športnika, ali vidijo človeka v ozadju, ali vidijo samo rezultat, ali vidijo trud in vse ostalo v ozadju. To je res pomembno. In mislim, da je to kar ena umetnost, zato bova midve danes malo probali pojasniti ali pa malo dati smernice staršem, trenerjem, kako se tega lotiti, torej kako sploh biti najboljša možna opora športniku, kaj športnik pravzaprav rabi. In jaz sem si zamislila, da se bova lotili po tehle karticah, ki jih vidiš pred nama. Super. Izmenično vsaka bo izbrala eno kartico, prebrali bova, kaj piše na njej. Zbrala sem različna vedenja staršev, tudi trenerjev. Pri vsaki bova povedali, ali je to ustrezno, ali bi mogoče bilo kaj boljše, kako drugače in kako lahko to vpliva na otroka v dobrem in v slabem smislu. Predlagam, da ti kar začneš, izvoli, katero boš izbrala. Evo, takole. Priprava vsega namesto otroka, ker nima časa in ga želimo razbremeniti. On naj se koncentrira samo na šport, jaz bom poskrbela za vse ostalo. Ja, se pravi, kakšna mami doma, največkrat mamice. Naj se otrok skoncentrira samo na šport, jaz bom poskrbela na vse ostalo. Ja, tukaj jaz priznam, da je moja mami tudi kdaj to počela. Ja. Iz ljubezni za to, da je bilo meni tudi kdaj lažje, definitivno, pa mi ni čisto vsega vzela. Verjamem, da mi kot starši hočemo olajšati svojemu otroku malo tiste napore, ki jih preživlja iz dneva v dan, ampak če zanj recimo pakiramo torbo, če dajemo trenerju pasoše, ne glede na to, da so stari 14, 15, 16. Da, ko pride s treninga, mu dajemo ven stvari, sušiti stvari, se pogovarjamo namesto njega s trenerjem. Absolutno se strinjam, da je treba priti zraven pa se pogovoriti. Zdaj pa, če ima kdaj otrok kakšno stisko, je pa zelo fino, zdaj,
odvisno je, koliko je otrok opolnomočen s temi orodji, kako zna komunicirati. In tudi to bi bilo zelo priporočljivo, da čim prej mladi športniki se opolnomočijo na ta način, da lahko izražajo svoje želje, potrebe, skrbi. Ampak ja, da ta otrok sam pride do trenerja, da mu reče, lej, opažam, da že celo sezono sedim na klopi. A mi prosim poveš, recimo, zakaj je do tega prišlo, kako sem lahko, zakaj bolj, kaj jaz lahko naredim, da bom večkrat igral. Kako lahko jaz še bolj napredujem v tvojih očeh. Iz mojega vidika jaz se trudim. Prisotna sem, vlagam čas in trud, največ se raztegujem od vseh, ne vem. Malo povem iz svojega vidika, kako se jaz počutim in hočem vedeti, recimo, zakaj do tega prihaja. Ne pa, da starš, recimo, pride noter. Pa prevzame odgovornost, a ne? Tako, prevzame celo to odgovornost. Pa seveda, ko otrok ne izraža, starš pride zraven, ta dinamika hitro se lahko malo pokvari. Tako, na ta način jaz to vidim. Pomagamo svojim otrokom, ne vzemamo jim odgovornosti, ker so to veščine, ki so pomembne za življenje. Točno to. Življenjske veščine, ne samo veščine za šport, a ne. In ravno to, kar si rekla, se pravi, v kratkoročnem lahko to zelo pomaga, a ne. Rekla si, moja mama je meni pomagala. Ja, je. In mi je s tem marsikaj olajšala, a ne. In to je do določene mere potrebno, ampak na dolgi rok pa vseeno želimo, da otrok razvija različne spretnosti, kako pripraviti torbo, a ne, jo spraznice staviti, kako si tudi kaj skuhati, a ne. To so življenjske veščine, ne veščine, ki malce pripraviti. Ja, tako, malce pripraviti, a ne, dati, oprati stvari in tako naprej. Tako da svetujeva tukaj staršem, tako kot si rekla, ja, do določene mere, tako, potem pa nekje se ustaviti. Ja. In bolj samozavesten otrok bo, zato ker bo se počutil bolj sposobnega, vedel bo, da lahko se zanese nase, da on to zna. In res predlagam, da to so se zdi mehne stvari v življenju, ampak pomagajo otroku razviti neko zdravo samopodobo tudi. Greva naprej. Greva? Jaz bom pa zbrala. Ja, tegale. Se navizuje na to. Kar si že omenjala, klicanje trenerja. Zakaj naš otrok ne dobi priložnosti za igro, naprimer, a ne, za nastop? Klicanje trenerja ne, razen, a ne, če so posredi kakšne stvari, recimo, da nam otrok zaupa, da je v stiski, da se morda dogaja kaj v skupini, da se dogaja kako nasilje, potem absolutno odrasli moramo prevzeti odgovornost in pomagati, a ne, se vplesti v to. Sicer pa glede tega, koliko priložnosti naš otrok dobi, pa to pa ni primerno, a ne. Prej sva že omenili, bolje je, da se z otrokom pogovorimo, kaj pa ti misliš, kaj pa ti vidiš, kaj pa ti misliš, kje bi se lahko še izboljšal, a ne. In ga mogoče celo učimo spretnosti, kako pa izpostaviti stik s trenerjem. Veš, kako je to težko priti do trenerja pa ga vprašati. Jaz se bolj trudim, lahko še kaj naredim, a ne, kako si lahko zvečam verjetnost, da bom dobila priložnost za nastop ali za igro. Tako. A ne, da pa mi to na mesto otroka delamo, to pa ni smiselno, ker mu spet odvzemamo neko priložnost za učenje nečesa novega, a ne. Ja, se strinjam. A greva še? Greva naprej. Neizrečena pričakovanja. Škoda, da ne izkoristiš, kar imaš in kar ti omogočimo. Wow. Koliko to žalostno. Koliko je tega. Res težko. Ja, drugače te besede, eni se izražajo še na hujši način. Ampak tako je zdaj pričakovanja staršev. Ja, jaz verjamem, da nekateri starši res ogromno vlagajo. In finančno, in nekateri športi so izredno dragi, časovno. Ampak, tako bom rekla, jaz sem tudi mamica in jaz bom svojega otroka podpirala, dokler bo on sam hotel igrati ta šport, dokler bo imel voljo, željo, motivacijo, vizijo, da še vseeno pa si želi nekaj doseči v bližnji prihodnosti, ampak da zdaj jaz, takrat, ko nekaj ne bo šlo dobro, ali pa nekaj časa ne bo šlo tako, kakor jaz mislim, da bi mogli iti. Da mu zdaj pridigam, da ga ponižujem, da ga žalim. Ja, nič ni dosegel, ne izkoriščaš svojega potenciala. A ne? V bistvu, kaj mi delamo, je tukaj noter v tem desnem kozarcu, vrtamo luknjo in v bistvu mu dajemo še večji občutek manj vrednosti. Nisi dober,
verjetno nikoli ne boš, ali pa ne vem, če zdaj ne boš izkoristil potenciala, a boš še kdaj? Ja. Brez veze, da vlagamo čas in trud, mislim, to se lahko zgodbe nadaljujejo. In potem otrok reče, aha, saj v bistvu mogoče, a ne, pa nisem dosti dober. In spet bo notranji tisti, nisem dosti dober, a sploh bom kdaj dober. In ne glede na to, mogoče se to zna zgoditi, da ne glede na to, da še vseeno dosega rezultate, nikoli ni nič dosti dober. Tudi taki starši so. Ja. In tukaj se ustvarja še večji pritisk, še večja pričakovanja. Jaz se moram dokazati, zato da bom ljubljen, cenjen, spoštovan. In ko to pride noter v to formulo, je konc. Jaz veš, kaj jaz naredim? Jaz, če čutim, takole imam enega mladega športnika pred sabo, pa mi reče, Sara, jaz se moram dokazati. Jaz to moram doseči. To normo jaz moram izpolniti. Ker mi tako razlagajo meni kocine po koncu in jaz začutim, koliko je ta otrok pod pritiskom in pokličem starše in včasih rečem, danes nehajte. Zato, ker je toliko hudo, ker ta otrok toliko čuti enega pritiska, da se mora dokazati, zato da bo vreden pozornosti in ljubezni. In da, ja, moram se starši pogovoriti. Od koga so zdaj ta pričakovanja? Pustimo otroka, da uživa. Mi vlagamo, meni je vedno moj tatica rekel, on je iz Srbije. On je vedno rekel, jaz nisem imel otroke zaradi tebe. V smislu tako, jaz nisem imel otroka zaradi tebe. Jaz sem imel otroka zaradi sebe. In ker sem se jaz odločil, da hočem imeti otroka, je to moja dolžnost in odgovornost, da ti pomagam, da rasteš, da se učiš. In to je to. Super, sliši se preprosto, čeprav mi dve veva, da ni tako preprosto. Ni preprosto, vse je hudo za tiste starše, kar res, si želijo, da njihovi otroci dosežejo tisto, kar zmorejo. Pa vidijo v njih potencial, ampak na ta način komunicirati ne bo šlo. Tako. Obstajajo drugi načini. Drugi načini, ja. Kjer mi podpremo otroka, ga vprašamo. Lahko rečemo, škoda, da ni uspelo danes, škoda, da ti ni uspelo pokazati, kar znam. Jaz vem, da zmoreš, da se trudiš, ampak tukaj smo, ti bomo pomagali na tej poti, se precej boljše sliši. Absolutno. Pejva naprej. Aha, dostopnost in odprtost. Razumem, da zdaj ne želiš govoriti, pridi, ko me boš potreboval in ko boš pripravljen. To se pa sliši dobro, tako. Ja, to je pa to. To si v bistvu želimo, zato je potrebno zelo veliko mirnosti, čustvene zrelosti, ampak ja, če otrok v tistem trenutku ni pripravljen imeti pogovora, govoriti o tekmi, govoriti o svojih čustvih in potrebuje nekaj časa, da se malo glava ohladi, zakaj bi silili v njega takrat, ko mi mislimo, da zdaj pa točno zdaj se moramo pogovoriti, in rešiti vse, kar je za rešiti. S tem nekako otroku damo priložnost, da se sam najprej malo s čustvi sooči, da odžaluje, da odjoka in potem, ko in če je pripravljen, pride do nas. Ja, v bistvu, da ve, da smo mi tam zanj, ko bo on pripravljen. Točno tako. Ja, potrkaš rečeš, tukaj sem zate. Tako. Jaz to zdaj že vadim pri 5-letniku. Super, ja res. Super. Ne bom se pogovarjal. Ne rečem, saj me bo poslušal. Rečem, v redu. Prav. Jaz bom tamle. Tako, ja. Torej tukaj smo, ne glede na to, kako se ti počutiš, ali si jezen, ali si žalosten, ali si bil uspešen ali neuspešen, jaz sem tukaj, počakala te bom, če rabiš svoj čas, je tako. Ja, da ne kaznujemo otroka v tem trenutku, ko je res intenzivno čustvuje, da ga ne kaznujemo, ne smeš se tako z mano pogovarjati, zdaj pa bomo se ne pogovarjali 3 dni. Ja, ali pa kakor jaz vlagam vate, kako si lahko to dovoliš. Zdaj se ne boš pogovarjal z mano. Jaz učestvujem tudi starši. Starši delajo najboljš, kar znajo. In nobenega midve tukaj ne obsojava. Točno tako. Ampak obstajajo v našem letu načini komunikacije in kako se izražamo in samo se naučimo različnih besed. Že zadihati, samo enkrat zadihati in spustiti. V redu je, tudi če se čez 15 minut pogovorimo. Tako. Ja, ampak se pa moramo tega zavedati. Vaja. Ja, tako, gremo naprej. A zdaj sem jaz? Ja, mislim, da si ti. Komentiranje telesa in izgleda. Če bi izgubila 2 kili, bi bila hitrejša in boljša. Ja. Ne. To je tudi zelo pogosto. Ja. In od staršev in od trenerjev.
Ja, komentiranje telesa je sploh recimo v teh najstniških letih, ko smo, jaz lahko zase govorim, ko smo športnice, plavalke, saj res že tako nesigurne v svojih telesih, pa se širijo rame, pa se ne razvijamo tako kot druge ženske. Pa že tako se je težko sprejeti v tistih letih. Kaj šele, da potem slišiš neki komentarje, ki te definitivno vodijo lahko v bolj destruktivno smer. In same dobro veva, da en komentar takle lahko vodi do anoreksije, bulimije. In ostane celo življenje, tako. Ostane zelo, zelo, zelo dolgo in ogromno psihoterapij, da predelamo take komentarje, če nimamo še zraven nekega suporta, da potem rečemo, glej, ja, opažam, da, glej, 2 kilci sta šle gor, ali pa recimo, glej, trenutno je tvoja teža takšna, sama dobro veš, da v tvojem športu je idealna teža okoli 60 kil in če boš hotela tukaj res dobro tekmovati, dajmo najti pomoč, strokovno pomoč, kako se boš ti gibala v teh krogih, pa boš vzdržljiva, pa močna, pa zdrava, pa še vedno imela dovolj hrane, da boš lahko trening izpeljala, pa bila pripravljena za tekme. Pa poglejva, kaj se tukaj noter dogaja. A so kakšne take navade, ki se jih lahko dava na stran celo samo. Pa raje implementiramo kaj drugega. Se pravi, še enkrat, samo kako mi naslovimo tematiko. Kako mi pomagamo otroku, mlademu, da se ne počuti tako ogroženo. Pa spet ne dovolj. Ja, in da je spet vrednost odvisna od telesa, a ne? Uspešnost je spet odvisna od telesa. Izgleda, kil. In noben otrok ne reče, moj trener pa moj starš, oni si res samo želijo dobro zame. Ampak ponotranjijo to kritiko. In če so to kakšni športi, kjer so kile res pomembne, same dobro veva, da gre hitro lahko v drugo skrajnost. Tako je. In moramo biti zelo previdni pri tem. Prosim vas, ja. Kdorkoli posluša. Pa tudi, recimo, saj toliko še, kaj se mi športniki učimo od svojih staršev, tudi kako se naši starši, mamice, sploh pa ženske, bom rekla zdaj punca, mamica, hčerka mamica, če mamica sebe kritizira vsak dan v ogledalu, se bo mlada športnica tudi. Mi pa kot športnice rabimo sprejemati svoje telesa za vse tisto, kar nam nudijo, dajo, česar vse so sposobna naša telesa in res imeti neko spoštovanje. In če bomo to doma tudi poslušali, ne bo dobro. Bo težko. Greva naprej. Pogojevanje podpore glede na rezultat. Če spet ne boš ničesar pokazal, potem nima smisla, da te še vozimo na treninge. Ne. Odsvetujeva je tako. Pogojujemo torej svojo podporo, svojo ljubezen, svojo pozornost glede na uspešnost športnika. Mislim, da je tu največja težava in ključno sporočilo najino je zagotovo, tako kot se že malo ponavljava, torej vrednost ne sme biti odvisna od rezultata. Tudi naša podpora je tukaj zato, ker mi želimo, da otrok se ima fajn, da uživa, da dela nekaj, v čemer pač je dober in se v tem dobro počuti, pridobiva tam različne delovne navade, veščine, ne pa zato, da bo v tem športu uspešen. Torej, če želimo, da bo uspešen, dajmo mogoče kar nehati, zato ker zelo malo športnikov bo na koncu zares tako uspešnih, kot si to želijo. Večina jih ne bo rezultatsko uspešnih, bodo pa zelo uspešni, zato ker bodo razvili druge veščine, ki jih tudi starši je pomembno, da jih vidimo, trenerji tudi, da jih seveda vidimo, zato ker ta podpora je za razvoj, za celostni razvoj, ne samo za rezultat. In če športnik dobi tako sporočilo, je zelo hitro in zelo enostavno zapaziti v ta del, potem pa ne smem narediti napake, potem bom pa bolj tako pasiven v svojem nastopu, ne bom ničesar poskušal, ker poskušati pomeni večjo verjetnost, da naredimo napako, Zato raje ne bom, da bo vse v redu, ker če slučajno ne bo, potem
starši bodo rekli dovolj, zdaj pa več ne bomo trenirali, a ne. Tako. Se pravi, ta pritisk, ki se ustvarja, je lahko zelo negativen, ker vpliva seveda poveča perfekcionizem. Glih sem hotela reči. Ja, Še lahko gre pa v hud Ja, perfekcionizem. tako. Vse skrajnosti, ki so izredno škodljive Točno to. za tisto svobodo in igrivost, da greš, da si tekmovalen, da borbaš, da vidiš, a ne, glede svojega procesa, ja, kje si, kje imaš še prostor za napredek. Točno to. To, točno to to. je tako zelo res. Tako da podpirati ja. otroka ne glede na rezultat, torej tukaj smo, ne glede na to, a boš ti prvi ali zadnji, mi te podpiramo pri tem, dokler boš ti to želel delati, dokler se boš ti imel pri tem fajn, dokler bo to zate imelo smisel, smo mi tukaj, da te Tako. podpiramo. Jaz predlagam tudi, recimo, da če so to otroci, kakšni tam stari 12, 13, 14 in vidijo tudi svoje neke najstnike, prijatelje, da so pa vsi na telefonih, pa vsi hengajo, pa dobro se imajo po šolah, jaz pa moram hoditi na trening. Jaz še vsem kdaj rečem, recimo, če kakšen otrok reče, jaz bom nehal, samo to povem. Jaz še vsem, jaz recimo kot mamica bi si tako rekla, glej, okej, jaz razumem, da ti bi rad delal druge stvari, ker tam ti bolj privlačno biti na telefonu 6 ur na dan, pa mu probala razložiti, zakaj to ni dobro, zakaj je šport boljša opcija. Mislim, brez, a ne, ampak samo toliko za neko zavedanje, potem mi pa rekla tako, dajva si zastaviti en cilj za letošnjo sezono ali pa naslednjo sezono, pa zaključi sezono. Najboljš, kar lahko, pa od tam naprej se boš pa odločil, a boš nehal. A ne, tako da mi starši tudi ne bi si tako predstavljali, zakaj to govorim, ker sem jaz pri 13 letih nehala plavati. Res? Ne, ja, Prav nehala si? ja, prav nehala, za 3 dni. Za 3 dni sem nehala plavati in sem še svojega brata dvojčka našuntala, da midva bova nehala, da midva raj tenis igrala pa nabijala v steno žogo po šoli. Torej ni za verjeti vsaki taki impulzivni odločitvi, a je tako, vzeti si je treba časa. Tako, no in hvala Bogu sem tudi jaz sama do tega prišla, da mi je dolg čas in so nazaj mami prosila, ker je bila najina trenerka v Dubaju, da naj še naprej trenira. Pa tudi, a ne, smo imeli ta mal globlji pogovor. Tako da ne moramo samo reči, prav nehaj, a ne, tukaj sem zate. Mi smo vodje, mi smo mentorji, skrbimo pa za dobrobit svojega otroka. Tako. Ampak seveda bomo pa lažje to delali, ko bomo tudi mi okej. Res je. Pejva še naprej, še mava. Analiziranje tekme skupaj z otrokom. Zakaj nisi naredil tega, zakaj si naredil to, moral bi. Ne. Ja, to moja mami. Moja zlata mami, ki je bila moja trenerka, pa je bilo pa to malo težko. Okej, tukaj je drugače, Ker je bilo ne, to ko je malo vloga težko. pomešana. Ja, ampak tudi pojka ni bila več moja trenerka. Aha. Ne hecam se, moja mami najbolj zlata. Ampak ja, težko je bilo to, zakaj jaz to tako se s tem poistovetim? Zato, ker je to zelo težko slišati od svojega starša. Tudi, če je trener. Ja, res je, res je. Zakaj nisi naredil? Jaz tako vedno svetujem staršem. Rečem tako. Vsak otrok se v tistem trenutku, tvoj otrok, potrudil najboljš, kar je lahko, in s tistimi veščinami, ki jih ima, oddelal najboljš, kar je lahko. A ne? Zdaj, zakaj ni prišlo do tega rezultata? Zdaj, zakaj nisi nje prehitel, a nisi videl? A ne? Takoj neko spet neki zunanji faktori. Kako, a ne, pač raziskuje, kako da ni bilo zdaj tega rezultata. Zakaj nisi to, pa če bi to naredil, bi pa mogoče to. Sploh ni, a ne, zakaj nisi dvignila frekvence zadnjih 25 metrov? A veš, kaj se zgodi lahko zadnjih 25 metrov? Sploh ne, da jaz zaradi frekvence ne plavam hitro, ampak sem videla, kako, ker sem bila osredotočena na drugo sotekmovalko, sem videla, da me prehiteva, v strahu sem se zakrčila in začela plavati tehnično čist nekaj drugega, imeti tisto vodo in seveda si dvigoval laktat, jaz sem bolj crkvala, po domače povedano, ona me je pa na koncu prehtela. Se pravi, sploh ni bilo to, da jaz nisem dvignila frekvence, ampak sem se ustrašila, da me bo prehitela sotekmovalka. Ali pa, a ne, otroke je treba vprašati, kaj pa ti misliš, da se je zgodilo danes, da si dosegel tistega rezultata, ki si zaželil? A si čutil strah? Daj mi povej, a si imel orodja, kako se soočati s tremo? A nisi imel? Dajva se pogovarjati o tem, kako boš Super.
dihov, koliko je veliko orodij, kako si lahko pomagaš z vizualizacijo, z dihanjem, z bolj produktivnim samogovorom, s tem, da uravnavaš pozornost. Treba je raziskati, kako to, da ni prišlo do rezultata. Kaj je bil vzrok? Hvala. Kaj je bil vzrok? In vzrok ni nujno, da on ni želel, ali pa Da da je ni. celo nalašč to naredil, a ne. Nihče tega ne naredi nalašč, a ne. Tako da Noben. res starši, če se le da v bistvu tega ne počnemo, to je načeloma naloga trenerja, a ne, če pa že, pa si krasno opisala, z radovednostjo, z interesom, kaj se Ja. dogaja, ti lahko kako pomagamo, kaj se je zgodilo, a ne. Ker otrok, samo to povem kot športnik, jaz recimo športnica, jaz sem vedela, da bi to mogla narediti. Se ti ne rabiš to slišati, pa še 10-krat doma. Tako je. Jaz vem, kaj ni šlo okej. In zdaj kaj? In zdaj še to poslušaš dodatno. Točno Rečeš, to. okej. Že tako si sam pozoren na svoje napake, ki si jih naredil, Ja. potem pa še to slišiš, ja. Joj, spuste starši tole, prosim. Tudi trenerji bi lahko imeli malo bolj produktivne pogovore po tekmah. Res je, res je. Ta analiza naj bo torej bolj usmerjena v prihodnost, a ne? Kaj narediti, kaj lahko izboljšamo, ne to pa v preteklost, česa nisi, kaj bi moral, a ne. Pojdiva naprej. Obiskovanje tekem in podpora ne glede na rezultat. Radi te imamo, če si prvi ali zadnji. Ja, Ja. tako, to sva že omenili. Torej, ne glede na rezultat smo starši tukaj, da podpiramo, da imamo radi, torej da sprejemamo otroka zaradi otroka samega, a ne, torej ne samo naš je športnik, naš je uspešen, povemo vse o tem svojim prijateljem, ampak ne, pač naš otrok je tudi v šoli, zna, ne vem, igrati neki inštrument, Ja. je zelo zgovoren, je Ja. prijeten v družbi, a ne, je sonček pravi. Se pravi, govorimo o večjih različnih stvareh, lastnostih, ki jih otrok ima, ne samo o tem, da je v športu prvi in da je tam uspešen. In otroci zelo hitro, tudi če, recimo to opazim, tudi če ni pritiska strani staršev, otroci vseeno govorijo o nekem zaznanem pritisku, na način, jaz ne bi želela razočarati svojih staršev. Torej, ne oni, jaz vem, da nič ne pričakujejo, jaz vem, da me imajo radi in ravno zato jaz ne bi rada njih razočarala, ne. Torej, tudi starši, ki bodo naredili vse prav, bodo še vedno otroci razmišljali o tem, kako zelo si želijo vračati staršem njihovo podporo, njihovo ljubezen in vse. Zato si bodo sami dali, a ne, na ramena še neko breme tega, da jim to pokazati. In je res fajn, jaz včasih tako naredim, da rečem, a si upaš ti vprašati svoje starše, kaj pa oni pričakujejo od tebe? Joj, ne, ni šans, da jaz to vprašam. Daj, povej, da je to domača naloga, to je psihologinja rekla. Vprašaj starše, izberi primeren trenutek, tako, kaj pa vi želite? Tako, midva sva se to pogovarjala s psihologinjo, kaj pričakujete? Ja. In se veš, da ne bi te naloge dala, če bi vedela, da bodo starši kaj negativnega rekli, a ne. In vedno slišijo to, kar pravzaprav ne verjamejo. Starši rečejo, meni je važno, da se imaš ti fajn, da uživaš, da si v redu. Jaz sem s tabo žalostna, ko si ti žalosten, ampak jaz nisem razočarana nad tabo ali pa nad tvojim nastopom, jaz sem še vedno tukaj. A ne? In to je treba slišati. A ne? Wow. Tudi jaz sem recimo, jaz moram slišati, da me ima nekdo rad. A ne? Nisem, da nekaj naredi, a ne? Da voziš svojega otroka in rečeš, sej, če mu vse omogočim, je to dokaz ljubezni. Super. Ne, moramo tudi povedati, le jaz te imam rad, ne glede na to, kaj se dogaja. Seveda, a ne, starši potem pogosto rečejo, ampak kaj pa, mislim, jaz moram tudi kritizirati, kdaj otrok. Rečem, seveda, tudi, ampak za vedenja, ki niso bila prava, ustrezna. Naprimer, ni v redu, da se ne trudiš, ni v redu, da izpuščaš treninge, povej, dajva se pogovoriti o tem, ampak ne pa, da kritiziramo rezultat, a ne, ali pa končni izid. Sigurno pa lahko v procesu rečemo, soba je pa res umazana, naprimer, a ne. Absolutno. Dajmo nekaj narediti Ja. glede tega, ali pa želim, da pomagaš pri gospodinjskih opravilih, se pravi, mi vseeno zahtevamo, dajemo nek okvir, kjer želimo, da se otrok razvija. Absolutno ni, da podpiramo čisto vse povprek, a ne. To pa absolutno moramo poudariti. Super si rekla. Lahko samo še tukaj sam dodam, da žal, a ne, ker se starši ne zavedajo recimo svojih nekih potreb po tem, da, bom rekla tako, kakšen starš hoče tudi dobro izgledati v luči svojega otroka. Se pravi, če imam jaz tazga otroka uspešnega, a ne, potem se jaz dobro počutim v sebi. In je treba samo tudi razumeti, da to so tako globoke stvari, da
zato jaz res pravim, vsak preden ima naslednjega otroka, vsak rabi ene 10 psihoterapij, samo da razume sebe bolj, da vidi, iz kje izhaja. Ker če se jaz dobro počutim kot starš, v svoji koži, da sem jaz zadovoljna s sabo, jaz ne bom projicirala to na svojega otroka, pa ta pričakovanja, a ne. Če sem pa jaz zelo ponosna, pa skozi nekako hočem svojega otroka oblikovati, zato da se bom tudi jaz lahko pohvalila z njim, to pa res ni v Torej, redu. uspeh otroka je potrditev moje Seveda, pravilne, dobre vzgoje in tako. seveda, ja, jaz delam prav, to sem jaz. Mislim, jaz nobenega ne obsojam, jaz samo to vidim in mi žal. Hočem reči, jaz prav sočustvujem s takimi starši, ker vidim, koliko so ranjeni. Res so ubogi. In te njihove hude otroške travme, seveda, če niso ozaveščene, se vse prenese naprej na svoje otroke. In zato je psihologija, saj midve delava zelo praktično tukaj, ampak zato se strinjaš, koliko je to zanimiva, globoka tematika. Res je. Ker če bi vsak odprl ta vrata v ta svet, bi rekel, vsi smo za psihiatru. A imava še eno? Še zadnje. Primerjanje z drugimi. Kako on lahko, ti pa ne moreš? To je spet to vrtanje te luknje, občutek manjvrednosti, primerjanje z drugimi, vsi drugi so boljši, ti pa ne. A ne? Kako to? In se mi zdi, da je to zelo pogosto. Kaj pa tvoja sestrica, ona pa lahko. Kaj pa tvoj bratec, kaj pa on lahko. In ja, čist nič produktivnega se s tem ne zgodi. Jaz bi res ukinila kakršnokoli primerjanje Z drugimi. z drugimi. Ampak kaj, ko imajo zdaj ti mladostniki še socialna omrežja Joj. in se ure in ure primerjajo še z drugimi. Pa tudi, če kdaj slišijo tale komentar doma, mogoče še gre mimo, ampak če gre pa poj na socialna omrežja, pa utrjuje to svoje prepričanje, jaz gleda, res nisem dovolj, pa na tak način nisem dovolj, pa nimam toliko lajkov, pa nimam toliko followerjev, pa nimam toliko prijateljev, pa lejka me je blokirala, pa joj, ta me ghosta, pa. Povsod Pa pride. zavrnitve in povsod primerjave. Sami sebe lahko primerjajo z drugimi, hkrati tudi, če trenerji to uporabljajo in starši. Na vsakem koraku, torej sporočilo nisi dovolj, Tako. nekaj je še treba narediti. In kar je zelo zanimivo, potem pa ti lahko dosežeš, a ne? Pa se pa to spet poveča. In spet dosežeš in spet poveča. Tako nikoli ni dovolj, da bi lahko rekli, ne, v redu si. Da tle je mogoče res fajn, da bolj primerjamo športnika samega s sabo, pravzaprav s tem, Tako. kaj je bilo včeraj, kaj je bilo prejšnjo tekmo, prejšnjo sezono, kje je on napredoval. Se pravi, da ga res na to bolj notranjo motivacijo usmerjamo, a ne? Da je samozavest v bistvu odvisna od njega, Ja. a ne toliko samo od drugih, kaj drugi mislijo in koliko dobri so drugi. Tako, ali pa mu samo rečeš, glej, rada bi ti pomagala, pa me zanima, kako naj ti, ne vem, pomagam tole navado vzpostaviti. Res vidim, da je vse neorganizirano in če bi bilo tole malo bolj na mestu, bilo tebi lažje. Dajva pogledati, kaj se da narediti. A ne, res s temi kritikami to toliko škodujemo. In ne samo v tisti dobi, to se vse prenese. Leta in leta in leta kasneje in se pojavi v službi. Res je, na vseh področjih potem, a ne? Na vseh področjih, tako. Ampak ja, ja. Sara, zdaj sva pregledali vse primere in morda sva izpadli za kanček preveč kritični, ampak izbrali sva pa primere, ki res ponazarjajo tista vedenja, večinoma, ki so neustrezna. Imeli sva tudi nekaj primerov ustreznih, sva jih zelo pohvalili, ampak vseeno mogoče prav, da na tem mestu poudariva, da se zavedava, da to ni enostavno, da sva midve psihologinji, pa kljub temu delava napake, tako kritizirava, primerjava Res in je. tako naprej, pa se vsega tega zavedava. To je res težko, a ne? Ja. Sara, kaj bi bilo tvoje zadnje sporočilo najnim poslušalcem, zdaj, ko sva vse to predelali, kaj misliš, kaj bi strnila? Lejte, to je pa moje zadnje sporočilo za starše, trenerje.
Ja. Okej. Za starše bi samo rekla, dajte res začeti razvijati en zelo zdrav, spoštljiv odnos do sebe, regulirati svoj živčevje, uravnavati svoj stres, kopiči se, življenje je naporno, v kakšnih trenutkih noro naporno in res ni lahko znotraj teh dram funkcionirati. In so izzivi in bolezni, verjamem, da je hudo. Ampak nikoli ni to izgovor za to, da ne bi malo bolj ozaveščeno, čuječe delovali. Pa izbirali besede, ki so spoštljive, prijazne, sočutne in produktivne. Znamo to. Z malo več zavedanja, v smislu samo, da si rečeš, tega pa zdaj ne na glas reči. Samo, da se potiho v sebi ustaviš ali pa se vprašaš, a bo to zdaj pomagalo, a bo to zdaj koristilo. Če ne, si raj tiho, pa dihaš, pa čakaš, da pride ena boljša misel na površje. Za trenerje si tako zelo želim, da bi ustvarjali eno tako svobodno, igrivo, samozavestno delovno okolje, kjer se gre v akcijo, kjer noben ni kaznovan za napake, kjer rečeš, ne vem, mogoče v kakšnem športu, ko se da rečeš, daj da vidim, pač pejt. Pejt, da te vidim, pejt. Brez razmišljanja, dovolj si, pejt. Da vidimo, kaj sploh mogoče, preden se vsi omejujemo, kaj vse nemogoče. Da razbremenijo svoje športnike, da so bolj športniki, da so atleti, da se gibajo, da so, suvereni, odločni, ampak seveda že z mimiko obraza, govorico telesa, s pravim načinom samogovora, da ko te stvari spodbujajo in ko so na mestu, seveda pri trenerju najprej, pa potem pri športnikih, je toliko lažje funkcionirati. In vsi si tega želimo. In če si tega želimo, dajte najti, prosim, pomoč ali pa knjige, ki jih je milijon, pa učite se od velikih strokovnjakov, tako starši kot trenerji, da se ustvarjajo taka spodbudna okolja. Točno to. Ampak najprej pa globoko si dihajte, da bo neka mirnost, stabilnost, prizemljenost in prisotnost, da lahko človeka sploh vidiš, pa ga slišiš. Torej ne samo športnika, ampak tudi človeka v ozadju je tako, ne samo rezultat, ampak tudi trud in celo pot. In res je pomembno, kakšno je športno okolje. Midve sva danes res pregledali vse, kar se lahko, večino stvari, dajva tako reči, ki jih lahko starši in trenerji upoštevajo, se jih zavedajo, vse za kanček probajo kaj spremeniti in s tem skupaj soustvarjamo vsi eno tako zdravo športno okolje, ki podpira samozavest in tudi vse ostale psihološke lastnosti v športu. Sara, hvala ti, da si bila moja gostja. Mislim, da sva super opravili najino nalogo tukaj in marsikomu pomagali. Hvala, Andreja, tebi. Drugo mnenje. Ja, predvsem je to pomembno takrat, ko ne gre najboljše, ko so skoki slabši, takrat je treba malo samozavesti dati puncam, jih vzpodbuditi, povedati kakšno dobro besedo in pa jim dati kakšen nasvet, mogoče tudi svoje kariere. Otroka je treba spremljati pri športu oziroma skozi šport, s tem, da mu stojimo ob strani, da smo na voljo za pogovore in da prepustimo delo trenerjem in tistim, ki to znajo. Še zlasti, če na primer starš ne pozna nič, kar se športa tiče, s katerim se njegov otrok ukvarja. Jaz mislim, da tako kot vidim, to neredko vidim, da imajo starši preveliko besedo pri tem, kako mora otrok trenirati in tekmovati. To ni njihova naloga. Njihova naloga je, da pazijo na svojega otroka, da ni preobremenjen, da ga spremljajo, da mu nudijo pomoč, če otrok prosi ali pa da vidijo, da starši začutijo, da rabi pomoč. Nikakor pa naj ne strukturirajo treningov, tekem in vse ostalo.
življenje. Tadeja, dobrodošli v našem studiu. Nešteto je vlog, v katerih ste bili in še vedno ste. Če jih naštejem samo nekaj, nekdanja vrhunska športnica, danes, kot pravite, običajna rekreativka, navdušenka nad gibanjem, trenerka, mama in še bi lahko naštevali. Spoznali ste veliko športnih okolij. Kako bi danes z vsemi izkušnjami, ki jih imate, opisali športno okolje, ki gradi samozavest, v nasprotju z okoljem, ki pa samozavest tiho spodjeda? Starši pogosto želimo čim bolj pomagati in včasih v tej dobri veri, da pomagamo, škodimo športniku. Dejansko je to res, ja, da vsi odrasli v okolju športnika želimo pomagati njemu, da mi mu mogoče lažje, da bo lažje uspel, da mu mogoče prikrajšamo kakšno neprijetno izkušnjo, vendar v globalu je to res ni fino, no, predvsem zaradi tega, ker tudi športniki rabijo izkušnjo na svoji športni poti, tako kot jo rabijo v zasebnem življenju ali pa izven športa. In tukaj odrasli igramo zelo veliko vlogo kot mentorji športniku, kako ga se v bistvu odzovemo na njegove želje, da niso te v bistvu naše želje prevelike do njega, ker ga dejansko to potem bremeni. In tukaj lahko naredimo to s to svojo refleksijo, samorefleksijo, da se zavedamo teh stvari in na ta način pomagamo njemu, da razvija res svojo tisto pravo identiteto in da v bistvu njegova identiteta ni potem povezana s tem, z njegovim rezultatom. Zdaj, če ne bo rezultata, pa v bistvu on ne bo dober. Tako da dejansko športnik mora vedeti oziroma dobiti sporočilo, da je tak, kot je, dovolj, da smo vsi mi okrog njega samo kot neki spremljevalci, usmerjevalci, mentorji na tej poti, ki mu pomagamo. In v tistih najtežjih trenutkih, ko se športnik znajde v neki krizi, kjer krize vsakič pridejo in ni športne poti brez velikih kriz, ker dejansko je tudi to neka odskočna deska, da lahko potem poletiš še višje, da ga takrat okrepimo in pa vzdignemo naprej, da sledi naprej svojim sanjam in pa svojim željam. Starši so pa seveda zelo močno čustveno vpleteni v celotno športno dogajanje in včasih je težko sam sebe ustaviti pa reči, stop, to bom pustil svojemu otroku, to je šport, je njegova stvar. Kako se ne vpletati, kako v trenutku, ko kot starši mislimo, da bi lahko kaj pomagali, da bi lahko vplivali, kako sebe ustaviti in kdaj vedeti, kje je pravzaprav meja? Najlažje mogoče komentirati tako, da ko vezno dam nekako za primer to, da ko smo na treningu in so tekmovanja, so treningi, so tekmovanja in ko je otrok na treningu, ko je športnik na treningu, v bistvu dejansko trenira in takrat poizkuša nove prvine, trenira za bolj dovršeno tehniko, trenira svoj organizem in takrat, če v bistvu starši to spremljajo, mogoče komentirajo potem doma, kaj se dogaja na treningu. In to v bistvu res ni fajn za njega, ker dejansko trening je okolje, kjer se trenira, tekmovanje je pa pač preizkušanje svojih sposobnosti, kaj smo natrenirali. In tukaj lahko starši lahko delajo velik negativni vpliv na otroka v to, da so prezahtevni, da preveč poglabljajo stvari, da mogoče po tekmi preveč analizirajo in se ta tekma kar nikoli ne konča. Glede na to, da razglabljajo, kak je bil rezultat, ki bi lahko boljši bilo, kaj je narobe naredil. In to otroke oziroma športnike kar velikokrat nervira in jim to glih ni najbolj všeč. Bistveno je, da spremljevalci okrog ali pa starši predvsem takrat, ko otrok pride domov, ko se vrne iz tega športnega okolja, da je doma res mirno okolje, da je podprto njemu, da se v bistvu naredi nek preklop iz športnega v družinsko okolje in da se ta drama iz športnega okolja domov ne prenaša veliko. Seveda je nek prostor za pogovor, vendar da se bi to preveč analizirali, ni dobro, ker to otroka v bistvu on pride domov počiti in se hoče relaksirati. Tukaj pa starši mogoče preveč zahtevamo od njega, preveč sprašujemo. Bistveno je, da ga vprašamo, kako se je počutil, kaj se je on naučil, kako se je njemu to zdelo, v bistvu, da on govori so svoje občutke. In tisto se mi zdi, da poglablja tudi potem odnos
pa neko sidro med starši in pa otrokom. Kdaj pa prepoznati, da morda vseeno ne moremo pomagati dovolj in da morda otrok potrebuje dodatno podporo? Najlažje je verjetno skozi to, da otroka zelo dobro poznamo, da ga zelo spremljamo. Predvsem se to najhitreje se to pokaže z odnosom do treninga, mogoče upad motivacije, te notranje motivacije, da otrok ne želi več iti na trening, sprememba vedenja, mogoče ta velika utrujenost, potem tudi zelo sta povezana šola in šport, mogoče pridobitev slabših ocen, negativni stavki, izražanje negativizma, nezadovoljstvo na treningu s trenerji, sotekmovalci. To so pač neki znaki, ki so lahko rdeča luč za to, da se z otrokom nekaj dogaja. In takrat je pač potrebno prepoznati, ali je otrok mogoče samo preveč obremenjen, ali je preveč, kako naj rečem, športno, rekla, utrujen. Dejstvo pa tudi, da recimo srednja šola je zelo, zelo naporno obdobje, ko se otroci razvijajo, odraščajo, iščejo že tako svojo točko ali pa svoje mesto na planetu, in potem se še trenažni proces zelo povečuje in tukaj je v bistvu res zelo en težek obdobje za njih in takrat je mogoče res treba prepoznati. Bistveno pa je to, da se vzpostavi stik s trenerjem, da se poveže s trenerjem, da trenerju lahko zaupa oziroma nekomu iz svoje ožje skupine, ki skrbijo za njega, da dobi občutek, da jim je mar za njega in s tem lahko potem nagradijo. Absolutno pa danes kot terapevti, kot psihologi niso več toliko tabu teme, vendar se še vedno po moje premalo govori o tem, ker dejstvo je, da ko se poškoduje telo, ko je zvin gležnja, bomo v tistem trenutku poiskali fizioterapevta, medtem ko trpi glava, ko trpi psiha in v bistvu posledično trpi celo telo, pa odreagiramo zelo počasi in tukaj se mi zdi bistveno, da se mu pomaga in da s tem ni nič narobe in da je on v bistvu dovolj in tak, kot je, in da je to samo pač nek dodaten suport, ki mu pomagamo pri tem, in da z njegovo osebnostjo zato ni nič narobe. Tadeja, glede na to, da si preizkusila se v toliko različnih športnih okoljih, se ti zdi, da bi morali kot družba ali kot športna okolja nekaj spremeniti, da bi vzgajali bolj samozavestne športnice in športnike? Če se bolj fokusiram mogoče na športnice, da poudarim bolj tukaj ta razvoj športnic, je absolutno pomembno to, da jih sprejemamo kot punce, da so drugačne od moških in da imajo svoje procese, da imajo svojo razvojno fazo, da drugače odreagirajo na treninge kot fantje, da so mogoče bolj čustvene, bolj čustvene, da to ne pomeni, da so bolj šibke, da je zaradi tega bolj šibka samozavest. Dejansko ta samozavest to ni osebnostna lastnost, ampak je v bistvu proces, do katerega prideš, in s tem, da ko jo trener vzpodbuja in da jo razume, da je tudi v bistvu, da ima lahko tudi kdaj kakšen slab dan, da ima vmes tudi cikle, ki so samo ženski, in da takrat ve, da je to normalno in da jo sprejme tako, kot je, da zato ni nič narobe, če reče danes pa ne morem, danes pa ne zmorem, ampak da je to samo pač izraz svojega stanja. Če jo trener takrat sliši, se mi zdi, da je to zelo dobro za naprej, za nadaljnji razvoj in v bistvu tudi za njo samo, da ve, da je pač tukaj zato, da je sprejeta. In tukaj se mi zdi res ta preklop, da ženski telo ni pač res tako stroj, le moški je veliko bolj vzdržljiv in da ta šibkost, ki jo pokažemo včasih, ni kot znak nemoči ali pa ne samozavesti, ampak dejansko proces, katerega moramo iti, in ta naš proces v bistvu traja nekoliko dlje kot od fantov. In potem se to seveda tudi gradi naprej. Imajo pa ženske tudi kasneje, potem kot športnice, malo še boljšo vlogo v tem, ker nekako znajo povezati iz te čustvene plati neko stanje, ki ga mogoče moški svet ne vidi iz te perspektive,
in tukaj lahko potem, če to moški dovolijo, da lahko tudi ženska zraven doda svoje mnenje z druge perspektive, lahko res zaokrožuje neko popolno celoto, kar je v bistvu zelo dobro za športnikov razvoj, tako za fante, potem kot za punce. Mislim, da je to krasen zaključek najinega pogovora. Hvala, Tadeja, da si bila moja gostja. Hvala za povabilo. Psihološki SOS. Kaj lahko storijo starši, da bodo najboljša možna opora? Poslušajte, brez takojšnje sodbe, komentarja ali iskanja rešitve. Včasih otrok potrebuje samo uho, ki posluša. Bodite prisotni, nevsiljivi in vaša podpora naj ne bo odvisna od rezultata. Ne enačite vrednosti otroka z njegovimi rezultati. Krepite identiteto otroka na različnih področjih. Pretirana in prezgodnja specializacija je lahko zelo škodljiva za psihosocialni razvoj. Bodite prisotni na tekmah, na treningu pa vas otrok ne potrebuje. Pustite mu, da ima šport zase. Jasno povejte in pokažite, da verjamete vanj, da ga podpirate. Pohvalite pot, proces, trud, ne samo končni rezultat. Sprejmite napake, svoje, saj tako otroka z vzorom učite, da so napake del življenja in tudi otrokove, saj se razvija, uči in skozi napake tudi napreduje. Kaj lahko storijo trenerji, da bodo najboljša možna podpora? Razložite mu realne vzroke za uspeh ali neuspeh, saj tako preprečujete, da bi športnik za neuspeh pretirano obtoževal samo sebe ali vzroke za uspeh iskal v sreči, dobrem dnevu ali slabših nasprotnikih. Postavljate veliko kratkoročnih in dosegljivih ciljev, ki zagotavljajo redno povratno informacijo športniku. S konkretnimi dokazi iz preteklosti ga lahko prepričate, da nekatere stvari zmore in zna, saj jih je že obvladal. Ker je njegovo samozaupanje pogosto odvisno od mnenja drugih, hkrati pa ga sam ne gradi, pravzaprav ga samokritičnostjo stalno ruši, je pomembno, da ga trener uči prepoznavanja dobrih stvari, potez, lastnosti. Ciljna ravnina. Danes smo večkrat poudarili, kako pomembno je zdravo in varno športno okolje. Ne samo za razvoj samozavesti, temveč za celostni osebnostni razvoj športnikov. Šport je lahko lep in izjemno pozitivno vpliva na številna področja, pa vendar le ob predpostavki, da smo poskrbeli za varnost in dobrobit naših športnikov. V naših rokah je prihodnost slovenskega športa. Naslednjič se bomo dotaknili vpliva medijev na samozavest in uspešnost. Boste z nami? Se vidimo!